s griehom se borím, ko s griehom se borím, ko s griehom se borím, sile Jezusa Jezusa želim, Jezusa želim, pa svet ti prepustim, sile Jezusa želim. In ko osamljen sam, in ko osamljen sam, ko osamljen sam, si Jezusa želim. Sile Jezusa želim. Ko nudan se zazrem, ko nudan se zazrem, ko nudan se zazrem, si Jezusa želim. Jezusa želim, Jezusa
v svet ti prepustim sile Jezusa želim. Kakšno cerkev si želi Bog? Še ena od značilnosti cerkve, ki si jo želi Bog, so čudeži. Preberimo nekaj odlomkov iz Svetega pisma, ki govorijo o čudežih. Po rokah apostolov se je dogajalo veliko znamenj in čudežev med ljudmi in vsi so se enodušno zbirali v Salamonovem stebrišču. Peter je potoval vse povsod in tako je prišel tudi med svete, ki so prebivali v Lidi. Tam je našel moža z imenom Enej, ki je že 8 let ležal v posteli, ker je bil hrom. Peter mu je rekel: Enej, Jezus Kristus te ozdravlja. Vstani in posteli si ležišče. In pri priči je vstal. Videli so ga vsi, ki prebivajo v Lidi in Šaronu, in se spreobrnili Gospodu. Bog je po Pavlovih rokah delal nenavadne čudeže, tako da so ljudje prinašali bolnikom robce ali rute, ki so se dotaknile Pavlovega telesa, in bolezni so izginjale in zli duhovi so jih zapuščali. Kaj povedati o čudežih v današnjem času, ko so mnogi prepričani, da so to pravljice, ki so si jih izmislili ljudje? Mnogi celo rečejo: če bi videl ali doživel čudež, potem bi veroval. Če se nekako v mislih prestavimo 2000 let nazaj v čas prve cerkve, kjer so omenjeni čudeži, je zanimivo dejstvo, da so jih mnogi v tistem času videli in vseeno niso verovali ali pa celo postali veliki nasprotniki temu. Poglejmo naslednji odlomek. Po rokah apostolov se je dogajalo veliko znamenj in čudežev med ljudmi in vsi so se enodušno zbirali v Salamonovem stebrišču. Od drugih se jim nihče ni upal pridružiti, ljudstvo pa jih je zelo cenilo. Vse bolj je raslo število mož in žena, ki so verovali v Gospoda. In tako so prinašali bolnike na ceste ter jih polagali na ležišča in nosila, da bi se, kadar je šel Peter mimo, vsaj njegova senca dotaknila katerega izmed njih. Tudi iz krajev v okolici Jeruzalema so prihajali ljudje in prinašali bolnike in takšne, ki so jih mučili nečisti duhovi, in vsi so bili ozdravljeni. Tedaj so se, polni nevoščljivosti, dvignili veliki duhovnik in njegovi somišljeniki iz ločine Saducejev. Prijeli so apostole in jih vrgli v mestno ječo. Mnogi so bili ozdravljeni in rešeni bolezni, trpljenja. Radost, veselje in vera v Jezusa je pri mnogih bila vse večja. Tudi na drugi strani vidimo reakcijo nekaterih. Namesto da bi se skupaj z ozdravljenimi veselili, so postali nevoščljivi, nasprotni vsemu temu in začeli preganjati apostole in jih celo zapirati v zapor. Čudeži so vedno nadnaravno delovanje, posredovanje in jih ni tako enostavno sprejeti, tudi če jih vidimo na lastne oči. Vedno prinašajo različne reakcije ljudi. Eni se veselijo, ker so bili rešeni bolezni, trpljenja in v njihove življenje prišla nova moč, radost, nove možnosti v življenju. Nekateri pa, ko slišijo ali celo vidijo čudeže, odreagirajo odklonilno ali celo postanejo veliki nasprotniki. In vse to
se je dogajalo v prvi cerkvi. Celo Jezus, ki je pomagal ljudem na različne načine in seveda tudi mnoge ozdravil, je vedno imel tudi mnogo nasprotnikov, ki mu niso verovali ali celo nekateri njegovi najbližji. Šel je od tam in prišel v svoj domači kraj. Spremljali so ga njegovi učenci. Ko je prišla sobota, je začel učiti v shodnici. Mnogi, ki so ga poslušali, so začudeno govorili, od kod njemu to? Kakšna je ta modrost, ki mu je dana? In kakšna mogočna dela se godijo po njegovih rokah? Ali ni to tisti tesar, sin Marije, brat Jakoba, Jozeja, Juda in Simona? Mar njegove sestre niso tu pri nas? In spotikali so se nad njim. Jezus pa jim je govoril, prerok ni brez časti razen v domačem kraju, pri svojih sorodnikih in v svoji hiši. In ni mogel tam storiti nobenega mogočnega dela. Samo na nekaj bolnikov je položil roke in jih ozdravil. In čudil se je njihovi neveri. Tukaj vidimo, da celo Jezus, ki je naredil veliko čudežev in so jih mnogi videli na lastne oči, ni mogel nekatere prepričati, da bi verovali v čudeže, v nadnaravno delovanje. Še veliko primerov bi lahko videli v Svetem pismu za in proti čudežem. Lahko bi se tudi lotili moče še dosti bolj natančno te teme. Toda naj bo to dovolj za enkrat, saj je pomembno samo, da slišimo, se zavedamo in tudi molimo to smer, da je Božja volja za njegovo cerkev, da doživljamo čudeže, nadnaravno pomoč v težkih situacijah, kot je bolezen. Ne glede na reakcije ljudi, je Božja volja, da se razodeva v svoji cerkvi tudi z čudeži in pomaga ljudem na nadnaravni način. Za konec poglejmo dva praktična načina, kako lahko doživimo čudežno ozdravljenje od Boga. Seveda je načinov še mnogo več. Prvi. Zastopniška molitev. Naše sočutje do bolnih bi moralo vse bolj rasti. Za Jezusa beremo, da je bil eden od razlogov, da je ozdravil ljudi, usmiljenje, sočutje. Ko Jezus to slišal, se je v čolnu umaknil tam v samoten kraj, sam zase. Množice pa so to izvedele in šle iz mest peš za njim. Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in ozdravil je njihove bolnike. Zastopniško molitev bi lahko tudi imenovali priprošnje ali molitve za nekoga, ki je bolan. Jezus je povedal, prosite in vam bo dano. Iščite in boste našli. Trkajte in se vam bo odprlo. Jezus je dal obljubo, če bomo prosili, nam bo dano. Če bomo iskali, bomo našli. Če bomo trkali, se bo odprlo. Tukaj še posebej poudarjeno na vztrajnost, nepopustljivo prihajanje v molitvi, da Bog posreduje. To velja tudi za ozdravljenje. Naj prosimo in molimo Boga za bolne, da bi ozdraveli. To je obljuba, to je ta pomoč od Boga kot orodje, da bi ljudje ozdravljeni. Zato izkoristimo to zastopniško molitev za ljudi, ki so bolni, ki jih poznamo, da se Bog razodeva čudežno in nadnaravno, da so ljudje ozdravljeni. Potem drugi način je tudi, ki ga v Svetem pismu vidimo zelo jasno, osebna vera.
Jezus je v nekaterih primerih povedal, tvoja vera te je rešila. In neka žena, ki je že 12 let imela krvotok in je za zdravnike potrošila vse svoje imetje, pa pri nobene ni mogla dobiti zdravja, je pristopila odzadaj in se dotaknila roba njegove obleke. In pri tej priči se je tok njene krvi ustavil. In Jezus je rekel, kdo se me je dotaknil? Ko pa so vsi zanikali, je rekel Peter in tisti, ki so bili z njim, učenik, množica se te tišči in te stiska. In ti praviš, kdo se me je dotaknil? Jezus pa je rekel, dotaknil se me je nekdo, zakaj čutil sem, da je moč šla od mene. Ko pa je žena videla, da ni ostala neopažena, je drhteč pristopila in padla preden ter v pričo vsega ljudstva priznala, zakaj se ga je dotaknila in padla preden, zakaj se je dotaknila in kako je bila v hipu ozdravljena. On pa je rekel, hči, tvoja vera te je ozdravila. Pojdi v miru. Tukaj vidimo primer žene, ki je verovala, da jo Jezus lahko ozdravi in je ozdravela. Imejmo vero Boga, da je on vsemogočni Bog, ki nam lahko pomaga, ki lahko ozdravlja tudi naše bolezni. Če se vam mogoče vse to zdi nemogoče, dobrodošli v cerkvi, ki si jo želi Bog. Božja volja za cerkev je, da dela Bog v njej čudeže in tudi ozdravlja ljudi. In želel bi na koncu moliti za vas, ki ste mogoče bolni. Mi smo Jezusova cerkev in on želi delati čudeže, da bi nam pomagal, da bi nas odrešil bolečin in tudi mnogega trpljenja, ki ga prinašajo bolezni. Zato, če si bolan, ne glede kakšna bolezen je, mogoče neozdravljiva, mogoče si bil pri zdravnikih in ti več ne morejo pomagati. Mogoče kaj malega. Veste, pri Bogu je vseeno, ali je to nekaj malega od bolezni, ali pa to neozdravljiva bolezen. Ko on stori čudež, je to čudež in pri njem je vse mogoče. Zato je tudi dal in postavil svojo cerkev v ta svet, da molimo, da posredujemo drug za drugega, da verujemo, da Jezus zdravlja. In tako pridemo v molitvi. Jezus, jaz te prosim, za vsakega, ki posluša to tvojo besedo prav zdaj in je bolan. Jezus, jaz te prosim, da daš vero in zaupanje, da ti tudi ozdravljaš in delaš čudeže. Zato te prosim za bolne, dvigni v svoje moči, da njihova vera zraste, da lahko ti deluješ. In Gospod, tudi jaz molim, posredujem v tej zastopniški molitvi za vsakega, ki je boln. Prosim za njega, Gospod, da se ti dotakneš in ozdraviš. Jezus, daj nam vero, daj nam vztrajnost, da molimo, da prosimo, da trkamo, da ti zaupamo, dokler ti ne storiš čudeža in se razodeneš v svoji moči nadnaravno. Amen. V veri in zaupanju našemu Bogu bodimo cerkev, ki veruje, ki zaupa Jezusu, da on v svoji cerkvi
želi tudi ozdravljati in se nadnaravno razodevati. Lepo nedeljo, Božji blagoslov.